staroegiptovski napis v venetski pisavi. Glede, samo tole vam bom pokazal, glede, ko je 12-letni deček Jezus sedel med pismovki v templju, jim je tudi pojasnjeval dve besede, in sicer Jeruzalem in pa Melkizedek. Jeruzalem je kraj velikega kralja, je kraj za velikega kralja. In ime Melkizedek mojega lica sedež. Kar preveč je sodobno slovensko razumljivo, da v enih starodavnih hebrejskih besedah, ki celo sedanji tempeljski pismovki niso več razumeli, da bi z neodgovorno lahkoto zavračali očitni praizvor našega lepega jezika. No, in ta je pa zanimiv, torej tole je ta napis, vidite. Ta napis je staroegiptovski ali kanaanski ali venetski, je v venetskih črkah, napisani so ga pa Kanaanci. Gre okoli 1700 pred Kristusom, torej daleč starejši, kot pa so grški napisi. Napis pomeni, se prečrkuje in se deli v besede. Je cin ta uporaben je, beseda cin je pomembna za slovensko etimologijo kovin, saj so ljudje ubesedili to, kar so videli, slišali, razumeli in zbog cin je značil za eno prvih kovin. Če boste šli gledati v etimologije besede cin, boste posod najdeli, da ta beseda se pojavlja v staronemški pa starodanski jeziki, po slovanskih pa ne. Če boste pa pogledali našo etimologijo, boste pa videli, da so prav vsi slovanski jeziki imajo cin v določeni zmeri. Evo ga, 1700 pred Kristusom.